Tako so se prvič podali na pot v šolo, nekateri bolj, drugi manj nasmejani. Osnovna šola belokranjskega odreda Semič je za njih pripravila lep sprejem. Vsak je dobil svojo rumeno rutico, ki jo prvošolci pri nas nosijo že 40 let. Za sladek sprejem so poskrbeli tudi v kuhinji. Vsi so se torej potrudili, da je vstop v šolo čim lepši. To je najbolj pomembna stvar za prvošolce, saj oni zdaj pristopajo iz vrtca v šolske klopi in za njih je to en zelo tak, lahko rečemo, tudi stresen trenutek. Ampak naša naloga je, da to čim bolj umilimo in da bo za njih čim bolj prijetno. Sem vesela, da je kar lepo število naših prvošolčkov, ne samo tukaj, ampak tudi še na Štreklevcu, jih je 8, tako da imamo kar močno generacijo prvošolcev. Občina seveda poskrbi, da so pogoji čim boljši, da je pač stavba in vse, kar otroci in pa učitelji potrebujejo, v najlepšem redu. Po sprejemu so se, zdaj že učenci, podali v svoje učilnice na prvo spoznavanje s sošolci in učiteljicami. Zakaj je lepo hoditi v šolo? Ker je lepo. Zato, ker se učimo. Zato, ko te kaj naučiti. Brati, računati in vsega. Posebno presenečenje jim je, kot že vrsto let, pripravila županja. Prebrala jim je pravljico. Letos se bomo pogovarjali o strahu, če je res tako strašen, kot se nam zdi. Tako da se že veselim, ko bom sedaj, ko se umirijo, posedejo v razredu, ko bom jim to prebrala. Ker se mi zdi to posebno doživetje, ko se človek nekako tudi odrasel obuje v njihove čevlje, lahko tako rečem. Oba z ravnateljem pa si želita drugačno šolsko leto, kot sta bili prejšnji dve. Da ne bo nobenih motilcev, da bodo se izvajali vzgojno-izobraževalne dejavnosti, tako kot je vedno bilo, in da nas ta kriza ne bi dosegla zopet oziroma njih v šoli. Samo to si želim, da bi minilo mirno in normalno, tako kot se za šolo spodobi. Da bi bilo čim bolj mirno, čim bolj uspešno, da bi se v šoli zelo dobro imeli, da bi se učenci veliko novega naučili in da bi na koncu šolskega leta vsi zadovoljno zapustili šolske klopi.